Sem na Brdu pri Kranju. Tole posestvo je fascinantno zaradi številnih stvari, najprej seveda zaradi same narave, ampak to sploh ni vse. Tole za menoj je najpomembnejši protokolarni objekt v Sloveniji, grad Brdo z več kot 500-letno tradicijo. Toliko pomembnih ljudi je pustilo že svoj pečat tukaj, da bi lahko našteval cel dan. Grad in ostale zgodovinske objekte pa obdaja velik park, ki ga lahko obiščete tudi sami in uživate v bogati zgodovini in naravni ter kulturni dediščini. No, tole za menoj pa je Kongresni center Brdo, ki so ga zgradili leta 2007 za predsedovanje Slovenije Evropski uniji in je od takrat gostil že številna zasedanja, ki se jih udeležujejo najpomembnejši voditelji Evrope in ostalega sveta. Vse te pomembneže je treba do sem tudi pripeljati in to seveda v stilu. Pa vam povem, da do te točke še nihče ni prišel s tako elegantnim, tako udobnim in tako neverjetnim avtomobilom kot danes jaz. Vem, da ne. Vem, da se vedno vozijo v najbolj prestižnih limuzinah, ampak vseeno vztrajam pri svojem. No, samo pomislite, če si zamislite najbolj prestižen in najbolj eleganten nov avto na svetu, na katerega ste pomislili? Ja, na ta pravega, seveda. Tole je novi Rolls-Royce Phantom, najboljši in najdražji predstavnik avtomobilske znamke, ki drugega od ultimativnega prestiža itak ne zna izdelovati. Čeprav nima tako dolge tradicije kot grad Brdo, pa na cestah vseeno kraljuje že skoraj 100 let. No, ne tale, njegovi predhodniki, tole je že 8. generacija. Oziroma bi mogel reči šele, predhodnik tega je zdržal na cestah kar 15 let, kar je za današnje čase skoraj neverjetno. Phantom je na voljo v krajši in v daljši izvedenki. Jaz sem vzel ta kratko, ker imam doma bolj majhno dvorišče. No pa že ta kolos v dolžino meri 5,76 metra, se pravi res ni kratek. Ta daljši ima 6 metrov. Za dva potnika je tukaj zadaj ogromno prostora, oziroma ponavadi je to kar en sam, hudo ultra razvajen frajer. V duhu novodobnosti in dejstva, da je lastnik Rolls-Roycea BMW, sta tukaj pred mano dva ogromna zaslona, ampak to ni nič novega, takšno je imela že tale naša testna sedmica. Kaj dela razliko? Ja, za začetek tale tepih, v katerega bi najraje pomakal svoj obraz, ne pa po njem tacal s čevlji. Vse je narejeno v smislu največjega udobja, zato je dovolj, da pritisnem tale gumb in se mi prikaže zaslon. Ko želim zapreti vrata, je dovolj, da pritisnem tale gumb. Pač, pritisneš par gumbov in je narejeno vse. Materiali pa itak vrhunski. A veste, zakaj ima Phantom tukaj dežnik in zakaj se vrata odpirajo kontra? Da lahko služabnik gospodu v eni potezi odpre vrata, mu ponudi marelo in reši vse skupaj. Jaz moram še malo trenirati. Čeprav je bistvo vsega udobje zadaj, so se pri tem novem potrudili, da je tudi spredaj udobje na izjemno visokem nivoju, ker pa je večina lastnikov teh krajših različic rada vozi sama. Da se iz dinamičnega vidika pelje slabo, v bistvu sploh ni kritika, ker mu iz vidika udobja ni para. Vožnja je kot na magični preprogi, pa čeprav nimam veliko občutka preko tega volana, ker je vse skupaj preveč lahkotno. Pri tem novem je udobja še bistveno več, ker so zračno vzmetenje še izboljšali, celotna karoserija pa je za 30% bolj čvrsta. Kljub velikosti sploh ni tako neokreten, pomaga 4-kolesno krmiljenje, BMW, no in med vožnjo sploh ne čutiš, da tehta 2,5 toni. Je kar hecen občutek, ko veš, da sediš v nečem ogromnem, pa tega ne čutiš. A ja, motor.
V12 6,75 litra prostornine pod pokrovom pa 571 konjičkov ima oziroma 420 kW. Da je to dovolj za pospešek do stotice v dobrih 5 sekundah, sploh ni pomembno, pa če dovolj, da pobegneš paparacom. Fascinantno je to, da se motor v prostem teku vrti z vsega 900 vrtljaji, najbolje se pa počuti pri manj kot 2000 vrtljajih v minuti. Največji navor ponudi že pri 1700 vrtljajih in to 900 Nm. V bistvu motorja sploh ne boste slišali, pa česarkoli drugega tudi ne, ker je v avtomobilu za več kot 130 kg zvočne zaščite. Stekla so dvojna in zelo debela, gume so napolnjene s posebno peno, da ne donijo. Noro, čista tišina. Z novo aluminijasto karoserijo so naredili avtomobil lažji, ampak to čisto slučajno, sploh niso želeli. No, potem so lahko vse skupaj pokvarili z dodatno zvočno zaščito. Mislim, 2 uri bi lahko govoril o presežkih, pa bi bilo še vedno zanimivo. Recimo to, da tole ozvezdje delajo 18 ur, da črto na boku rišejo ročno, da je bila potrebna koža 10 krav, da lahko sedim na tem usnju, da so preizkusili več kot 100 različnih pnevmatik, preden so dobili tisto pravo. Mislim, noro. In če se vam zdi avto skoraj identičen kot prej, v bistvu v grobem je, ker je tole edina oblika za totalno prezenco. Močan nos, pri katerem po novem luči svetijo s pomočjo laserja. Saj veste, aristokracija s pridihom modernosti. Cena vas zanima. Od dobrega pol milijona naprej, ampak ponavadi so povprečne cene bistveno višje, ker so želje zelo specifične. Jaz recimo bi ga imel v drugi barvi, znotraj me malo moti, bi hotel imeti les z letnicami bolj skupaj, gumbe bi imel kar iz slonovine, a ja ne, čekaj, to ne smem. Se vidi, da sem Slovenc, niti naročati ne znam normalno.